Smo na Peršmanovi domačiji, to je gorska kmetija, kakšnih 15-20 km vožnje od železne kaple, Eisenkapelle. Tu se je konec aprila zgodil hud zločin, torej tik pred koncem vojne zgodil hud zločin. 13. SS policijski bataljon je tukaj pobil večino družine Sadovnik, vsega skupaj 11 ljudi, od tega 8 otrok. Najmlajši je bil star 8 mesecev. Le 3 člani družine so preživeli. To je bila seveda družina, ki je podpirala partizanski odpor in to je bil razlog, da so se znesli nad njo tik pred koncem vojne. Koroški Slovenci, okrog 50 000, od njih je bilo obsojenih na smrt, zato so organizirali odpor. Ta odpor je bil povezan s slovenskim odporniškim gibanjem in od leta 1943 naprej tudi z zavezniško vojsko. Predstavljali so v bistvu edini resni oboroženi upor v Avstriji, na katerega se je Avstrija potem sklicevala, da se je lahko proglašala za prvo žrtev fašizma, kot je to opredelila Moskovska konferenca. No, koroški Slovenci za ta boj tudi po vojni niso bili nagrajeni, proti njim so se vrstili sodni procesi, preganjali so jih, tudi zato seveda, ker so si prizadevali za priključitev k Sloveniji oziroma Jugoslaviji. Zaradi približno 100 odpeljanih ljudi, nad katerimi so vojaške obveščevalne in druge obveščevalne službe izvedle po vojni maščevanje, se je začela obračati tudi avstrijska zgodovina, torej začel se je revizionizem že v povojnih letih, ki je izhajal iz tega, da zamenja vzroke s posledicami, in v koroškem zgodovinskem spominu so pravzaprav ti odpeljani, glavna zgodovinska tema povezana z drugo svetovno vojno, nacistični zločini in vse to, kar se je dogajalo Slovencem, pa so pozabljeni. To kažejo tudi spominska obeležja. Prvi spomenik partizanskemu odporu na Koroškem je bil postavljen 2 leti po vojni v Šentrupertu, na pokopališču v Šentrupertu pri Velikovcu, in je bil posvečen večji skupini partizanov, nekaj čez 80, ki se je borila na Svinjski planini. V tej partizanski enoti so bili ljudje različnih narodnosti in pravzaprav je bil nek simbol povezave lokalnega boja, koroškega boja, slovenskega boja sicer in zavezniškega boja. Ta spomenik so leta 1953 razrušili, tako da tam v Velikovcu je zgolj samo še podstavek. Avstrijske oblasti ga niso želele obnoviti in to je potem storila precej kasneje Zveza koroških partizanov in ga postavila tukaj, kot vidimo, ob Peršmanovi domačiji. Peršmanova domačija s tem spomenikom je torej edini resni, večji partizanski protifašistični spomenik na Koroškem, ki simbolizira odpor proti nacizmu in fašizmu. Vemo pa, da je to seveda zelo problematično za številne strukture v Avstriji, ker se je nacizem v taki ali drugačni obliki ohranjal skozi vso povojno zgodovino, ni bilo tukaj upravljene neke epuracije čiščenja, kar se je izrazilo tudi v nedavni odmevni, lahko bi rekli, Rambo akciji, ki jo je tukaj izvedla avstrijska policija proti nekaj udeležencev protifašističnega tabora.